Živijo, evo me, spet sem na terenu in danes imam pred sabo eno tako luštno pot v okolici Domžal in danes vam izključno predstavljam tiste hiške, ki so namenjene shranjevanju. Se pravi, tiste, kamor pospravite noter kosilnico, orodje, tam, kjer so zložena drva, kjer včasih tudi ni najbolj lepo urejeno in lih to pristnost bi vam rad pokazal v kombinaciji z sicer lepimi vrtovi, tako da ostanite z mano, mislim, da nas čaka en lušten, zanimiv dan. In tukaj za mano je drvarnica, kjer stvari niso pospravljene brezhibno, optimalno, estetsko, ampak tudi hočem povedati, da ne rabijo biti. Da je čisto lepo, če je tako, če je v celoti, se pravi, če je lična hiška, če je vrt urejen, če je okolica urejena. In razumljivo je, da določeni kotički vrta pač ne morejo biti brezhibno popolni za v katalog. Ampak, ko pa stopite na vrt, mora pa prvi vtis še vedno biti, se pravi, estetski. In se mi zdi, da skupaj hiško rešimo lih ta problem nepopolnosti, ampak hkrati še vedno estetike. Nič, evo, šibamo dalje. Tukaj zraven imam še eno zelo podobno, pa zelo lepo hiško. Ostanite z mano. Tukaj za mano je pa ta druga hiška in ta je ful velika oziroma ful velik prostor za shranjevanje. Če se ne motim, je velika 5x3 metre in tukaj noter gre pa praktično vse, kar rabite, od igrač do koles, do smuči za ta veliko familijo. Evo, da boste videli, kaj pomeni, ko vam rečem, da je velika. Evo jo. Takole izgleda od strani. Tudi na takšen zimski dan izgleda lepo posije sonce. Jaz šibam dalje, zdaj grem pa na drug konc Domžal. In da ne bomo sam na vrtovih pri novih stanovanjskih hišah, gremo še malo na polje. Evo ga. In imamo tukaj en lep vrtiček, kjer se nahaja tale kubi lepotica. No, in če sta bile ta prvi dve hiški za tiste, ki ste ljubitelji lepih in estetskih ambientov na vrtu stanovanjskih hiš, je tale za tiste ta prave vrtičkarje. Madona je toliko vroče, moram dati kar jakno dol, pa sredi januarja smo. Ja, skratka, ena od posebnosti te hiške je tudi tale zbiralnik za vodo. Mi v bistvu lahko naredimo predpripravo, to pomeni, da cev iz žleba speljemo na tisto lokacijo, ki si jo želite. Lahko je tudi ven iz stene na višini spaljan, tako da dejansko vi samo še postavite ta zbiralnik in se voda zbira noter. To je za vse tiste, ki recimo želite imeti to vodo za zalivanje rastlin ali pa ne vem, za kakšno drugo uporabo. The slower pace, the salty breeze and the waves. Zdajle grem pa pogledat še eno hiško, ki je pa stara, mislim, da leto pa pol in je začela kar lepo že siveti. Tako da boste videli, kakšna je prehodna faza, se pravi od tam, ko je macesen še naravno rjavkast in do končne faze, ko je svetlo sive barve, no vmes je pa take temno sive s kakšno črno liso, ampak to je prehodno obdobje in s časoma vse postane tako srebrno. S tem pa tudi zaključujem tale sončen, topu, čeprav vetroven zimski dan in želim vam vse dobro, pa da se ponovno vidimo čez 2 tedna. Čau, čau, živjo!